Mogoče začnem jaz kar na začetku ali pa na začetku filma pri naslovu, pa me Jani zanima, Antigona, kako si upamo, je na koncu klicaj. Ne pa recimo vprašaj, klicaj, vprašaj, pa me zanima odločitev. Pa v bistvu je to aluzija na kako si upamo podvomiti v to heroino. In sklicajem seveda, ker kot na začetku Žižek pač reče, da mislim, da to treba narediti. Ja, in v bistvu s tem klicajem se mi zdi, da se ti se pravi, zato ker ne sprašuješ, se ne izvzameš iz vprašanja, ampak si tudi ti upaš, ne? Ja, to, mislim, v tem, ko bi rekel, v tem aspektu smo absolutno, sem jaz sledil Slavoju v njegovem razmišljanju, ker konec koncev je šlo za to, za njegovo delo, no, ki smo ga pač probali interpretirati skozi film. Interpretacija je pa druga stvar. Ja, je pa interpretacija, se pravi, tragedije, je interpretacija Žižkove interpretacije in pa seveda film kot tak kliče po tem, da si v stiku z prostorom in časom, v katerem ga delaš. Pa me čisto zanima, kako je nastajal scenarij, koliko časa in v kateri fazi recimo izdelave filma je bil scenarij zaključen pravzaprav? Nastajal je zelo zapleteno. Začela sva s Stojanom v bistvu z eno idejo, da skozi Žižkovo dramo probava narediti neke usporednice z današnjim svetom. In to je bilo v bistvu vodilo, ki je ostalo isto od začetka do konca, ne. Same konkretnosti scenarija pa mislim, da so se strašno spreminjale in so bile na koncu dokončane pravzaprav šele v montaži. Ne vem, mogoče Stojan kakšen stavek želi povedati, glede na to, kako gleda. Ja, dober večer. Težko je delati dokumentarce, kot se čas prehiteva sam sebe, ne. Jaz sem pogledal, prvi mail, ki sem ga Janiju poslal, je bil aprila 2017. In je bil v bistvu posledica dela na Bergerjevi gledališki predstavi v Novem mestu v Aptu, kjer je bilo v bistvu igralce treba podučiti, katere filmske reference je Slavoj uporabil za svojo dramo. Smo takrat govorili o Kislovskem, o Naključju, pa o Teci Lola Teci, o dveh filmih, ki se dejansko isto zgodbo trikrat pogledate. Ampak zakaj to govorim? Zato, ko bi vam rad pokazal, bi rekel, kako scenarij izgine skozi proces nastanka. Takrat leta 2017 se je scenarij začel na enem gorskem mejnem prehodu med Albanijo in Grčijo, kamor Edi Rama prepelje Žižka, da ga izroči Aleksisu Ciprasu. Razloga za to sta bila pa takrat dva. Prvič sta bila to dva premijeja vlad, ki sta neposredno referirala na Slavove tekste Edi Rama v inauguralnem premijejskem nastopu v albanskem parlamentu za zgodbo med Slavojem in Ciprasom, pa itak veste, bi rekel, in kako se je začela in kako se je končala. Drug razlog, neposreden, da se to dogaja na tem mejnem prehodu, ki se mu reče Džafe Bote, kar pomeni vrat sveta, ker se staknete dve državi, pa da je v neposredni bližini izjemno ohranjen, UNESCO zaščiten antični amfiteater v Butrintu. In ideja je preprosto bila prepeljati Sofokla nazaj v antični teater. Ampak seveda z eno podmeno, ki nima opravka z Zahodnim Balkanom ali pa z jugovzhodno Evropo, ampak s tem, da se v bistvu tam stikajo ruševine najstarejše demokracije in zelo prezentne tiranije 20. stoletja, kar je bila Albanija. To je bilo še leta 2017. Ne? In potem smo v tem scenariju šli skozi regijo vse do Slovenije. To, kar je Jani naredil, in to je rezultat tega filma. Ta rezultat je, Francozi bi temu rekli, cinema esej, je esej avtorja. Ni niti Žižek, niti scenarist, ampak je esej režiserja,
In se mi zdi, da je naredil dvoje, da se je v bistvu vrnil k slavovim besedam, ne samo o tem iz Antigone, ampak k njegovemu pojasnilu Antigone in razširil ta moj ozek regionalni pogled na, vsaj na Evropo, če ne na svet. Ne. Je pa tudi zanimivo, ne, da film se pravi izhaja iz tragedije, se pravi tudi iz gledališča, pa iz teorije. V katerem momentu pripeljati filmičnost in kako jo pripeljati filmičnost v to snov? Kako si se odločil, ali si imel sploh to vprašanje? Ja, seveda. Pač to je ta igrani del, ki je po moje zelo pomemben in vizualno, estetsko, in tudi jaz upam, da da gledalcem nek okvir teh treh Žižkovih zgodb, ene, v bistvu Sofoklesova 200 Žižkovi, ker drugače pač se zgodbe ne da povedati. No. Tako da mislim, da je to bilo kar zelo odločilno in zelo odločilni so bili igralci, ki so bili po moje tako res izjemni. Sej, tukaj bi se malo na igralce osredotočila. Primož je dobil tudi na Festivalu slovenskega filma nagrado za najboljšega igralca, kar je verjetno, ne vem sicer, ampak mogoče precedens za igro v dokumentarnem eseju, kot smo rekli. A je tudi za igro? Za igro? Ne. A ja? Ok. Vsak dan nekaj novega zvemo. Pa bi vaju vprašala, a ne, tukaj v filmu tudi vidimo ta, temu zdaj mi rečemo brechtovski moment, pa ne vem, če zdaj to res izhaja iz gledališča, pa me zanima, kako se lotiti sploh vloge, ki je popolnoma, a ne, sicer ima korenine, a ne, v celi tradiciji naše evropske kulture, ampak vendarle so te liki vrženi v sodobnost, hkrati en odmik od tega, od realnih oseb in tako naprej, so predstavljajo neke več stvari in tako. Pa me zanima, kako narediš sploh tako vlogo, kako, kje začneš? Lep pozdrav. Zdaj se bom malo vrnil nazaj. Ja, ampak je treba reči, zakaj se je zgodilo, da je prišlo do te nagrade. Ne? Pri Houstonu je bila res neverjetna vloga, ki jo je odigral, zdaj sem pozabil ime. Mi smo imeli pa drugo situacijo, ne? Mi smo imeli pa situacijo namreč 2020, ker je prejšnja vlada ustavila praktično vse projekte filmske in je vse stalo, tako da žal ni bilo na festivalu filmov, ne, res s par izjemami, tako da bi jaz tle ipak to malo odvojil, ker so bile to neke posledice na nek način. Ja, za nas, kar se tiče tega, ni sedanjosti, ne. Tam so 3 verzije in pač mi delamo te 3 verzije. Vse ostalo okoli dela ta kontekst, ki se skozi spreminja, ampak je skozi isti spet, ne. Tako da, kar se tega igralskega tiče, mislim, da ni bilo za nekaj posebnega dela, no. Razen momentov, da smo pač seveda v prizorih tudi realnost oddajali noter, oziroma rečemo kvazi realno, se pravi, da so vaje, oziroma da snemamo in tako naprej, seveda to. Ampak je ta kvazi realnost sploh za igralca kvazi realnost, če v resnici nastopa v kadru? Ali je vedno v bistvu moment igre? No, drugačen? A je recimo, če gledamo vse ostalo, kar je dokumentarnega, a to je realnost ali je to kvazi realnost? Mislim, ne, je film. Tako, mislim, da je zelo podobno, no, in tle se mi zdi, da se zelo dobro to ujame. Ampak vseeno pa interpretirate tekst, ki je bil napisan na način, ki je prenešen v sodobnost, mogoče ne kako je napisan, definitivno pa kako ga izgovarjate, pa tudi kakšni ste, kakšne so okoliščine, scenografije in tako naprej. Ne. A je to težko? Ker ne vem, koga sprašuješ zdaj. Ja, Anja naj še kaj pove. Mislim, ja, tekst je napisan, ko je napisan. En sicer zdaj, ki je od Žižka, ampak se mi zdi, da daje prav ta imidž in
okolica, v kateri snemamo, ta občutek te sedanjosti. Ne? Drugače so pa to na nek način arhaične teme, ki jih lahko postaviš ali pa adaptiraš na katerokoli časovno obdobje. Sej na nek način tudi Žižek o tem govori, ne? Kako se nismo iz zgodovine nič naučili, čeprav smo isto videli že tokrat. Tako da se mi to zdi mogoče, da pač prinese ta duh sedanjosti pa sodobnosti. Pa to, da nekatere stvari pač zazvenijo, ker so v kontekstu tega. Ne? Pa tudi mislim, da film to postavi v tak kontekst, ker gledamo dokumentarne posnetke tega časa in potem gledaš tudi ta tekst skozi to prizmo. Kaj pa napotek režiserja, naprimer, a je bil kakšen, pa če je bil kakšen? Seveda. Mislim, nisem si jih nikamor zapisala. Ne, ampak tako recimo že pred snemanjem, ne mislim za konkreten kader, tukaj imaš zdaj to, ampak pred snemanjem, o čem ste se pogovarjali? Da smo se veliko pogovarjali. Ja, veliko smo se pogovarjali, ja, predvsem o tem, pač, kaj sta ta dva konca, ki jih še ne poznamo, ne? Ker tega imamo od nekako srednje šole naprej vsi nekje, tega prvega. Potem pa vse tudi, kako to mislim, iskali tudi že neke te usporednice s tem, kar je potem Jani z dokumentarnim gradivom prikazal, pa tudi zanimalo nas je, kaj bo še nastalo, ne? Ker takrat je ogromno še bilo odprtega. Ne? Ja, izvoli. Tisto, kar je bilo najbolj meni zanimivo, je bilo to v bistvu razumeti Žižkovo interpretacijo, te dve Žižkovi interpretaciji, kar je na nek način bil za vse, ki so se srečevali s temi dvemi njegovimi verzijami, v resnici nek šok. Pač kako Antigono ne razumeti kot neko ultimativno junakinjo. V bistvu nihče ni tega navajen. Zdaj ne vem, če bi nazaj pogledal, bi celo rekel, ne vem, na začetku filma Slava reče, da je bil 19. stoletje obdobje Ojdipa, 20. stoletje obdobje Antigone. Ne. Jaz bi, ne vem, mogoče to malo predrzno, ampak mogoče ta njegova drama in naš začetek 21. stoletja napoveduje zdaj 21. stoletje kot Ojdipovo. A je mogoče kakšno vprašanje ali pa mnenje, misel iz publike, vljudno vabljeni? Prosim. Ja. Lep pozdrav, Milena Blažič. Vprašala bi, namreč Žižek v članku, poleg te knjige, drame, ki jo ima, v članku, znanstvenem članku od Antigone do Ivane Orleanske, ima rahlo drugačno interpretacijo Antigone kot ženske, ki je eksplicitno kot ženska kaznovana zato, ker je vstopila v javno ali moško sfero. Zdaj bi pa povezala še z enim drugim Žižkovim člankom, v članku o patološkem narcisu, pač govori o kultabilizaciji. In se mi zdi, da v tej interpretaciji tega filma, oziroma, ki so različne, da se kulpabilizira Antigono. In me zanima motiv. Mogoče se pa motim. Ja, jaz moram reči, da Žižek svoje interpretacije niansira in niso vsakič popolnoma enake. Ne. Ta zgodba vsekakor temelji na njegovi interpretaciji, ki je posneta in ni samo podlaga ta intervju, bom rekel, ki je posnet in je del filma, ampak je tudi posledica nekih debat, ki smo jih imeli z Slavojem, preden smo začeli snemati film, ker smo kar nekajkrat sedeli skupaj in je on pač na ta način razlagal Antigono in to, kako jo vidi. Ne. Jaz mislim, da celo ne vidim tega kot neko kulpabiliziranje, kot ste rekli, ampak
mislim, da je pomembno to, kam Žižek Antigono locira. Skratka, v elito. V predstavnico elite, ki skrbi za svojo družino in ki ni mar za družbo v resnici in za božje zakone. Skozi to lahko razumemo tudi njeno emancipacijo, ampak v okvirih elite, ne v okvirih širše družbe. Še kakšno vprašanje iz publike morda? Prikazati, da je snemano. Pač to se razume. Ja, razumem, ja. To je bilo tudi eno tako, bom rekel, zelo zavestno odločitev, zaradi tega, ker sem v resnici hotel povezati ta dokumentarni film z igranim filmom. Skratka, vse skupaj je narejeno v stilu dokumentarnega filma, tudi ta igrani del je na nek način posnet v stilu dokumenta snemanja filma. Zdi se mi, da pač to je bila res moja odločitev. No. Ne vem pa, če funkcionira, upam, da ja. A v tem kontekstu tudi črno-bela fotografija? Ja, tudi in za črno-belo fotografijo pa moram reči, da sem imel še en razlog, ki je čist intimen, je to, da se mi zdi, da poudarja to brechtovsko zgodbo, o kateri si že govorila, po drugi strani pa zelo jasno ločuje ta igrani del od tega kaosa sveta, ki ga gledamo vzporedno, in pod neko povezavo pa pravzaprav po moje estetsko predstavlja tudi, kako je posnet Žižkov intervju v tem black boxu z nekim izgledom grškega filozofa s Parezo, ki je bila takrat takrat je imel Slavoj to neko bolezen Parezo obraznega živca, ki zaznamuje ta film pravzaprav. To je bilo še eno vprašanje. Ja, jaz imam eno vprašanje čistko glede filmske naracije. Ne? Če govorimo o igranem filmu in dokumentarnem filmu hkrati, ne? Zakaj potem pri tej igri, ki naj bi bila nekako povezana s filmom, toliko gledališkega? Zakaj niste šli bolj v dejansko, čisto igralsko, bolj zares naredili? Zakaj ste bili toliko gledališki? Zakaj niste bolj spojili teh dveh spojev? Ja, verjetno zato, ker imam tako zelo rad gledališče, zaradi tega, ker sem si želel to neko brechtovsko zgodbo in zato, ker v resnici gre za gledališko igro. Tudi Žižkov sam tekst, ki ga ne bi zdaj, moj namen ni bil na novo pisati dialogov, ki jih je napisal Žižek ali pa Sofokles, in te dialogi so gledališki, ker gre izvorno za igro. So pa po mojem mnenju, zdaj ne vem, če je to odgovor, jaz mislim, da so pa odigrani na precej negledališki način. Jaz mislim malo drugačno. Jaz mislim, da bi se dal, če bi šli v spoj, v nek realizem igralski, da bi mogoče večji efekt dosegli. Ne? Ker gledališče pa film sta se malo skregala na določenih momentih, kar se interpretacije pa sploh pa sporočilnosti tiče. Ja, razumem vaše mnenje, ampak jaz sem se že odločil drugače. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Jaz bi potem čisto eno še izvedbeno, ker si ti omenil kaos sveta, je bil tudi en kaos produkcije z vsem tem materialom, ki ga je bilo treba nabrati po televizijah Evrope. Po internetu vse.
Pa sam, je velik, Izključno po internetu. je velik del vse. budžeta, so te pravice ali so to Ja, to je javna pa last? vprašanje za Nino. Iskanje je bilo po internetu, ja. Pravice pa različno. Raj, ne vem, Vatikan, ki se je Jani direktno pogovarjal z nekom, da smo sploh prišli do pravic, pa neskončno mailov. Tako, več kot 100 različnih virov je, no, tako da. Eni so zelo prijazni, Evropski parlament pač dovoli uporabo za karkoli, samo da jim pišeš, dajo zastonj, tako Se da jih mi sploh ni. plačujemo. Davos tudi, no, med drugim ni problem dati, tako da različne izkušnje, ampak ja, trajali pa kar nekaj časa. Pa bi pa samo še Ajda tebe nekaj vprašala, ker se skozi reinterpretacija, oblikovanje podobe, ne, filma, špice, plakate, pa spet ena reinterpretacija. Pa me zanima, kaj je bilo tisto, na kar si se naslonila. Ja, jaz bi rekla, da je tudi podoba kar precej dolg časa nastajala, predvsem zaradi, mislim, da smo imeli z Janijem zelo veliko teh back and forward momentov, bi tako rekla, ampak mislim, da to, kar je na koncu potem se nekako manifestiralo v ta končni plakat ali pa pač vse ostalo, je nekako, jaz bi rekla, da se je zložilo skupaj in to je v bistvu ta podoba sveta, zraven ta neka nota grškosti s to oljčno vejico, ki simbolizira tudi seveda mir in ta mir, ki počasi razpada. Aha, razpada, ker v resnici je pa tak spokojen plakat, tako malo, sicer so solze. Mal melanholičen. Ja, ampak nekako je bolj miren, kot potem nekako imaš občutek po tem filmu, ali pa v vsakdanjem življenju. Je še kakšno vprašanje iz publike, mogoče? Aha. Ja. Glasba se je izbirala v montaži. Pri tem, mislim, res je šlo za neke asociativne momente. Meni je bila zelo pomembna ta zaključna zgodba z vzhodno nemško socialistično popevko, da kako že sreče kako? Ja, so v sreči z garancijo. Ja. In ne vem, pomemben mi je bil Magnifico, po drugi strani smo pa z Milošem iskala neke dramatične momente v glasbi, ki so kako bi rekel, srednjeveški skoraj in probajo pač dvigovati neke momente v montaži. Mislim, da je še kar raznolika ta glasbena podoba, ampak da nekako drži skupaj zgodbo. Je pa Miloš Kalusek, montažer, izvrsten montažer, tudi zapisan kot scenarist filma. Ja, absolutno, zaradi tega, ker je, se pravim, velik del filma je nastajal v montaži. Midva z Milošem sva v montaži bila po moje več kot pol leta, no, kar intenzivno. In ne vem, zdaj se mi je ne samo fair, no, ampak primerno, da je on tudi imenovan kot scenarist, ker je v bistvu imel večjo vlogo kot zgolj montažo. No. Mi da so skupaj sedeli in so tudi skupaj kombinirala in delala te kolaže. To je nek tak, kako rekel, sedenje ob materialih surovih in internetu in rekel, grajenje zgodbe, katere okvirje seveda obstajajo, ampak zgraditi do konca je bilo pa po mojem možno šele v montažni sobi. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Sicer bi se pa zahvalila vam, ker ste prišli v kino, ekipi za film in pa tudi za tale pogovor in vas vse skupaj povabila na kozarček, kjer se lahko še naprej pogovarjamo o filmu. Hvala. Hvala lepa.